Pozdravljeni, z vami sem Minka in želim vam blagoslovljene velikonočne praznike. Tako, v glavnem, jaz še gledam današnja velika sobota in nasplošno te velikonočni prazniki zame so tako tak velik blagoslov, tako mirna energija, tako sproščena energija, tako da se mi zdi, da smo res že v prehodu v novo dobo, da se stvari umirjajo, da prihaja boljši čas, bolj miren čas, da ni več toliko napetosti. V glavnem, v tem tednu, veliki teden, prišla je končno moja knjiga Minkina kuhinja za hormonsko ravnovesje in dolgoživost. In lejte to, v glavnem, prve povratne informacije imam že od strank in je tako, joj, tako preprosti recepti so, super, bom probala, bom preštudirala, sploh na začetku. Glikemični indeks in načelo srednjega glikemičnega indeksa. V glavnem začnem pa celo zgodbo z mojih 9 najpomembnejših nasvetov za dolgoživost in hormonsko ravnovesje. In v glavnem, potem pa naprej razlagam o glikemičnem indeksu. Zdaj jaz gledam mojo knjigo, namesto da bi jo vam pokazala, in potem glikemični indeks in še eno stvar. Za vse tiste, ki imate slabo prebavo, za vse tiste, ki ne veste, zakaj ne morete shujšati, poskusite dati stran gluten in boste videli, kako se boste počutili. Glejte, imate tukaj, to, kar je zeleno, je brez glutena, to, kar je oranžno, je gluten. V glavnem, poskusite na ta način, pol naprej so jedilniki, primer za ljudi, ki vse jejo, jemo, primeri ljudi za jedilniki za ohranjanje glikemičnega indeksa za ljudi, ki pač ne jejo mesa. Tukaj so brezmesni jedilniki in potem naprej smuti, kruhi, namazi, preproste zadeve. A veste kaj? Je tako zanimivo zdaj, ko hčerke so mi pomagale pri tem, da smo poslali pač te knjige tistim, ki ste naročili v prednaročilu. No in Sara to lista pa reče, mami, njoki z bolonjsko omako, brokoli, solata in pečeni meski. Mami, daj to naredi. Pač včasih sem to delala, takrat, ko so bile moje hčerke majčkene, ko se je mudilo. Ko enostavno nekaj moraš dati na mizo, ko nimaš časa, in če daš samo njoke, pa bolonjsko omako iz trgovine, ti pade cukor, si brez energije, enostavno ne priješ nikamor. No in sem potem dodala zraven. Skuhaš brokoli, potem popečeš piščančje meso in tukaj noter je recept, kako narediš te pečene meske in je to. In to smo pač takrat, ko se je meni mudilo, sem rekla, ok, danes bo pa to za kosilo. Potem recimo, enkrat se spomnim nečak, ki ni jedel zelja, pa pripravim sladko zelje in smo ga poimenovali to sladko zelje božični krompirček. No, taga, kakršnega sem jaz pripravljala mojim otrokom, je tudi v tej knjigi, tako preprost, treba ga izmiksati, veste. Ampak moj nečak, on pač tako je prvi krožnik, drugi krožnik, tretji krožnik in mu potem rečem, ampak tisto, kar je zeleno noter, kaj misliš, da je tole? Ne vem, ampak je dober. Se neka zelje. In tako porine krožnik čez mizo in reče, jaz tega ne jem. Ja, si že pojedel. Tako da v glavnem, ali pa recimo losos z belim vinom in limono. Ful dober. Se ti mudi. Pač se ti mudi. Zdaj boste rekli, se ti mudi. Jaz rada dober jem, ampak ne moram, pač ne želim v kuhinji izgubljati ure in ure, pač dejansko od takrat, ko začneš kuhati, do takrat, da postaviš na mizo, pol ure mora biti pripravljen. In recimo ta losos z belim vinom in limono, čist preprosto, pač daš lososa peč, noter daš olupljeno limono, zaliješ z vinom, se speče in je to. In zraven, pač mi vedno jemo zraven blitvo s krompirjem. Tako pa solato. No, potem recimo rižota z lososom, kozicami in grahom,
pa bučkina omleta, pa tako naprej, pa mehiške tortilje, pa sladice za znižanje glikemičnega indeksa oziroma sladice brez slabe vesti, ko enostavno lahko poješ, brez da te vest peče, ali pa recimo sploh za tiste, ki smo občutljivi na gluten, lešnikove kroglice, vi jih lahko pripravite in potem jih imate kar v skrini in takrat, ko vas napade lakota, 2-3 kroglice, mečkan jogurta čez in je to to. Tako da v glavnem nastalo je preko 100 receptov za hormonsko ravnovesje in dolgoživost, vsega skupaj čez 300 strani, pregledna knjiga, pregledna knjiga, pač tako, ful sem zadovoljna. In na koncu dodatek za menopavzo. Pač, vsaka ženska bo enkrat prišla v to obdobje in to ni tako strašljivo obdobje, to ni tako grozen, res pa je, da če ženska prej nič ni naredila za svoj zdravje, od tega, da poskrbi za zdravo hrano, do tega, da ima zdrave navade, jo bo obdobje menopavze majčkan zasukalo. Ampak okej, tukaj noter so res nasveti taki, ki vam bojo pomagali pri tem, da je pač življenje enostavno No tako, to je moj veliki teden, potem seveda pirhi, po gorenjsko, pirhi, tako da včeraj, ta je moj, ampak tiste, ki pa delajo moja hčerka Anja, to. Pač, vsak se rad s tem hvali in žegnanje in tako naprej. V vsakem primeru, velika noč zame je praznik zmage. Velika noč zame je tudi ta veliki teden, sporočilo velikega tedna, pa ni pomembno, ali ste verni ali niste verni, ampak je povezano s tem, da tudi če padeš, in nič ni narobe, če padeš, pač vsi pademo v življenju in takrat, ko ne zmoreš, od nekje pride pomoč. Nekdo ti poda roko, nekdo ti pomaga, nekdo pač se že nekaj zgodi, da lahko greš naprej. In zdaj za nazaj imam jaz samo hvaležnost, tako hvaležnost za vse te krasne duše, tudi vas, ki tole poslušate, ki, veste, kakorkoli, sej, tisti kupujete moje knjige, s tem podpirate moje delo. Kakorkoli obračamo, seveda dobite dobre vsebine, seveda dobite vsebine za čiščenje podzavesti, pa tako naprej, seveda dobite, ampak v vsakem primeru, veste, daš dobiš, pač kroženje. Tako da v glavnem, ful sem zadovoljna, 6. knjiga je ugledala luč sveta, tako da pa karte, pač neverjetno. Teh zadnjih 10 let je obdobje samega ustvarjanja. Leta 1995 sem napisala prvo knjigo, ko imajo hormoni žur, ne 95, leta 2015 sem napisala prvo knjigo, ko imajo hormoni žur, leta 2025, se pravi 6 knjig in prehod v novo dobo, karte. Tako da res zanimivo obdobje, res ustvarjanja. Zdaj bomo pa šli na velikonočno voščilo skozi karte. Se pravi, stvarnik. Za tole dušico, ki tole posluša, kaj je ta trenutek prav, da sliši, ozavesti, kaj je tisto, kar ji z duhovnega sveta sporočate. Da vidimo sporočilo 3 karte. Čas je za čiščenje preteklosti, osvobajaj se starih vzorcev, vse se zgodi z nekim namenom. Čas je za obilje in bogastvo v tvojem življenju in nekaj ne sodi več v tvoje življenje, ker tukaj pa povezano naslednji korak. Boste rekli, pa si že prejšnji teden potegnila te iste karte, sploh tole slovo. To je bilo že prejšnji teden. In ta karta slovo je čist preprosta. Kaj je tisto, kar ne sodi več v tvoje življenje? Imaš mogoče šaro doma, pa jo je treba nekam pometati, a imaš mogoče stara oblačila, ki jih ne nosiš več, a imaš mogoče kakšen odnos, ki ti povzroča kar precej težav, ne vem, nekaj ne sodi več v tvoje življenje, ker povezano je to s čiščenjem preteklosti,
ker se osvobajaš starih vzorcev, ni več potrebno, da si žrtev. To si že zdavnaj preživela, ker tebi pripada naslednji korak, tebi pripada sreča, obilje, radost in čas je za bogastvo v tvojem življenju. Se pravi, narediti nek korak in ta korak ti bo pomagal, da boš prišla do vsega tega, kar si želiš. No, zdaj pa, če pogledamo naprej, bom šla naprej. Se pravi, in kaj se bo potem zgodilo, ko tale dušica naredi korak? Ko se odloči, da bo zmetala stran šaro, ko se odloči, da bo kakšne podzavestne vzorce počistila, kaj se bo zgodilo? Da vidimo, 3 sporočila. Ne boš zmogla, če boš imela telo kot smetišče. Ampak ko boš začela svoje telo ceniti in boš vanj dajala hrano, ki podpira tvoje telo, se pravi, čas je za zdravo hrano, ker tvoje telo je svetišče, hrani ga z ljubeznijo. To je zdaj naslednja stvar. Tega prehoda v novo dobo ti ne boš zmogla, če boš svoje telo še kar naprej zlorabljala slabo hrano. Čas je za spremembo prehrane. Uživaj v zdravi hrani. Hrana, ki vsebuje belo moko in prečiščen sladkor, upočasnjuje tvoje možgane in tvojega duha. Tvoje telo je svetišče, zato ga hrani zdravo hrano. Čutiš in zaznavaš, kaj je resnično dobro za tvoje telo. In to, kar delaš zato, ker se imaš rada in ker se ceniš. In to, kar prihaja v tvoje življenje, je čisti blagoslov na vseh področjih. Ker ti, ki tole poslušaš, si blagoslovljena med vsemi ženskami. In zavedaj se, da nosiš blagoslov v življenje ljudi, s katerimi prihajaš v stik. In čas je za radostno energijo, ker lahko se veseliš vsakega dneva posebej. Dovolj, da ustvarjalna energija napolni tvojega duha. Čas je za radostno energijo, za nekaj takega zanimivega. No, zdaj pa dajmo pogledati naprej. Se pravi, tale dušica, ki bo naredila korak naprej in ki bo začela skrbeti za to, jaz sem zdaj tukaj karte razporejene, ki bo začela skrbeti za svoje telo res zdravo hrano, ko bo počistila vse podzavestne kode, kaj jo potem čaka. Kaj jo potem čaka? Zdaj je čas zdravljenja. In dozorela si in potem bo začela ustvarjati. Zanimivo, spet iste karte, kot so zadnjič prišle. Zadnjič je prišla totale zorenje. Se pravi, sadež, ko je zrel, pade, gre naprej. Se pač pade do drevesa. In ko boš naredila ta korak, se bo začelo tvoje zdravljenje. Se pravi, zdravljenje tvoje notranje luči. In potem, tukaj je dozorela si. Dvakrat je, lejte, zorenje in dozorelost. Zorenje in dozorelost. Zanimivo. In naslednja karta je ustvarjalnost. Se pravi, dozorela si, da začneš skozi svoj talent ustvarjati in dodajati vrednost svetu. Dozorela si. Čas je za tvoj napredek, čas je, da začneš ti svojo zgodbo dodajati svetu. Čistko, po praznikih bom začela z še eno serijo tečaja hujšanja, tako da ne takoj zdajle 22. kot sem objavila, ampak potem po prvomajskih praznikih. 5-tedenski tečaj, kjer bom z vami delala meditacije. Tukaj ni samo tečaj hujšanja, ampak je povezan, to je čiščenje vzrokov, zakaj naše telo shranjuje čustva ali težo. Tako da v glavnem bom dala v spodaj povezavo, si boste lahko pogledali. In čas je, da se povežeš z virom, svetlobo v sebi in greš iz hipa v hip, enostavno, da delaš korake naprej. No, zdaj bomo pogledali, kaj pa potem, ko se boš lotila te ustvarjalnosti, kaj te čaka. Se pravi, čas je za ustvarjalno energijo v tvojem življenju, ki bo polnila tvojega duha, duha ostalih ljudi. Se pravi, ko boš ti naredila svoje korake, boš lahko delala te korake naprej in boš učila druge. In to, kar te čaka, je povezano s tem, kako ti razmišljaš.
zaključuje se ti eno tako težko obdobje, ki je bilo obdobje učenja. Pač to obdobje učenja je super, je težko, pač je težko, ampak si preživela. Vse je v redu in tisto, kar si osvojila, je povezano s tem, da ti s svojo mislijo lahko kreiraš končni rezultat. Se pravi, ko se valjaš v svoji bolečini in tisto za vse sem sama, živim, ne vem, iz dneva v dan, iz rok, kako rečejo, iz rok v usta, nimam dovolj, nimam pravih odnosov, je samo pokazatelj, tega ne želim več, kaj si pa želiš. Zdaj pa čas, da začneš kreirati, kaj si ti ta trenutek želiš. In začni razmišljati o tem, kaj si ti želiš. Pač, jaz sem danes govorila z eno gospo in ta gospa pač naročila je vitamine za imunski sistem, za dvig imunskega sistema, pač bori se z rakom. In ko je vprašala, kako si, sem rekla, toliko sem dober. Pač domača jajčka imamo, kokoška imam, petelina imam, nekaj vrtička imam. Pač toliko sem hvaležna za to, da je rekla, pa ti si cel kmet. Ja, jaz sem cel kmet, a ni to dober? Pač, a ni to dober? Daj, pomislite. No in sem poslušala to, kar sem pač slišala na vrtu. In se pogovarjajo na ves glas pri sosedih. Jaz sem posadila cel vrt. Oni se pogovarjajo ves čas o denarju. Denar. In se pogovarjajo o tem, kako imeti več denarja. Jaz sem si mislila, pač namesto da govorite in kadite, pejte kopat. Pač, jaz sem pa na vrtu in sadim in kopljem. In dejstvo je, da ja, seveda sem nekaj dala za sadike, ampak še boljše je, ker bo nekaj zrasel. Pač vem, da bi lahko sama svoje sadike vzgojila, pa jih nisem, sem pisala knjigo. Ampak pomislite, pač tako kot so nekoč rekli, priklon se, denar leži na tleh, dobesedno. No in v glavnem, to, kar te čaka, je bogastvo, ker je prišel as novcev. In tukaj je prišla karta, bogastvo. Bogastvo priteka v tvoje življenje. Vedno ga je več, kot ga potrebuješ. To, kar se ti dela, ta tvoja sprememba, je povezana zelo z zemeljsko energijo. Zemeljsko energijo ustvarjanja, zemeljsko energijo materialnega napredka. Neko idejo imaš. In ta ideja je povezana s tvojim izražanjem. Mogoče predeluješ tudi to, da te je strah se izražati. In tisto, kar je pa ta trenutek pomembno, je pa mogoče to, da razumeš, da ta trenutek mogoče razmetavaš svoje bogastvo nekomu, ki sploh ne ceni tega, kar ti delaš. Mogoče koga prepričuješ, kako bi mogel osebno napredovati, mogoče nekoga želiš prepričati, da bi naredil neke korake, ampak ne, začni se ukvarjati s tem, kako boš sama obrala drevo obilja. Treba je gor zlest, imaš že košaro, samo spravce treba in pobrati sadove. Drevo obilja je že tukaj, samo ti moraš začeti delati nekaj drugega. Se pravi, ne razmetavati svojega bogastva s tem, da prepričuješ ljudi okrog sebe, kako naj naredijo, ampak dejansko delaj skozi svojo radost in tam leži tvoj zaklad. Ja, mogoče preveč sanjaš o tem, kako bi bilo, če bi bilo, pa pač ni. Kako bi bilo, če bi bil nekdo drugačen, pa pač ni, kva zdaj. Ne moš nič narediti, ne? Zato začni delati korake naprej. Ja, in zato je ta prvi korak je pa čiščenje preteklosti. Se pravi, prvi korak je povezan s tem, da počistiš vse podzavestne programe, ki te zadržujejo vezano na neke odnose, ki te ne podpirajo več. No, da vidimo še 3 sporočila za tole dušico, ki tole posluša. Se pravi, tale velika noč v bistvu je zate en tak velik premik naprej.
po drugi strani je pa klic, pa halo, nared že nekaj. Pač dobesedno čakate izobilje, čakate vse dobro, a narediti moraš pa sama korak. In tisto, povezano je s podzavestjo, z vodo, vodnim, pač s podzavestjo, povezano je s podzavestjo, dvakrat luna in sanjanjem o tem, kako bi bilo, če bi bilo. Kako bi ta druga oseba naredila to, kako bi bilo fajn, kako bi se lahko lepo imeli. A lahko govorim tako, kot mislim? Jebat ga, kva zdaj? Če bi bilo, ja, če ne bi bilo, če bi bila čebula bula. In ni. In to pomeni, da si verjetno že ogromno energije sprostila ali pa spustila v to, da kako bi bilo, če bi bilo. Ja, vse bi bilo idealen, če bi bilo. Ampak, mogoče te pa tvoja duša uči, da je tvoja pot se postaviti v svojo moč. Da ni, da bo, če bi bilo, a ne če bi nekdo drug, pa bi bilo pa vse v redu. Da je verjetno povezano s tem, da nekaj narediš sama. Da tisti, ki imate mačke doma, veste, da mačke znajo tudi po mizah skočiti vsake toliko cajta. Naša Karla pač hodi v krog. No, v glavnem, v vsakem primeru gre se za to, da spustiš iluzije ali pa to sanjarjenje, kako bi bilo. Dejstvo je, da tvoja pot je, da se postaviš v svojo moč in prav zaradi tega, ker sanjaš o tem, kako bi bilo, če bi bilo, nosiš veliko breme. Pač, in to breme bi bilo mogoče čas, da ga odložiš. Enostavno pa spet je povezano z luno, s podzavestjo, s temnim delom, nezavednim delom. V bistvu vse te karte danes govorijo skozi to, da se boš dejansko morala spraviti čistiti svojo podzavest. Čisto vse govori v tej smeri, imaš pa zadaj neko idejo, ful hudo idejo, povezano tudi s tvojim izražanjem. In ta ideja je pa povezana s premikom naprej, ja, pa spet z luno, pa s podzavestjo. Česa te je strah? Česa te je tako močno strah, da ne upaš narediti koraka naprej? Veste, res imam rada sporočila. Sodba. Nič ne moreš spremeniti. To je tvoja dobesedno tvoja pot. Dejansko, glejte, tukaj vam želim pokazati. Ta odhaja, ampak ni pobral vse nože in jih lahko dobi v hrbet. Se pravi, si mogoče že na tem, da odideš, ampak nisi počistila še svojo podzavest. Mogoče si še vedno v žrtvi. Pober vse svoje stvari. Zaključi čustva, bodi v miru in potem v miru odidi. Vzem si čas za čiščenje svojih vzorcev. Povezano je s pravico. Mogoče imaš ta trenutek zavezane oči, ne vidiš, ampak vse se vrti v tej smeri. Pojdi čistiti svojo podzavest. Mogoče razmišljati, katero knjigo vzeti v roke, pač ta zadnja knjiga, ta Menkina kuhinja, ti pri čiščenju podzavesti ne bo pomagala. Ja, bo ti pa pomagala pri čiščenju podzavesti, ko imajo duše žur. Sploh, če predeluješ skozi cerkveno zlorabo Marije Magdalene in tako naprej, da se postaviš v svojo žensko moč. In potem od tukaj naprej greš na, ko imajo čakre žur, potem greš naprej, ko imajo moški hormoni žur, pač začni delati po teh knjigah. In to, kar se ti dogaja, nič ne moreš spremeniti. Povezano je s tem, da te tvoja duša hoče premakniti naprej in to si ti, kraljica novcev, uspešna, samozavestna, prepričana vase in ja, pustiti moraš, stvari so se zaključile, enostavno ni druge, kot da greš naprej. To je to. Zanimivo, zanimivo. Že zadnjič, ko sem brala karte, je bilo podobno, pač očitno ti, ki tole poslušaš do konca, neke premike delaš v življenju in očitno te je tako močno strah narediti korak, ne vem kam, v neznano verjetno. Nek odnos se je popolnoma zaključil in tam samo še umiraš na obroke.
In zdaj ta prva karta, ki je ven prišla, je prišla smrt. Ta smrt ne pomeni, da ti moraš umreti. Ta karta je povezana tako kot velika noč. Isto. Jezus je umrl, da je lahko vstal. Jezus je šel čez Kalvarijo, čez teh 12 postaj, padel pod križem, obleko so si razdelili. Enostavno, če občutiš ta trenutek, da greš skozi svojo kalvarijo, dovolj, da se zgodi tudi smrt. Jaz ti govorim iz svojih izkušenj, vem, kako je bilo težko v mojem življenju, pač dovolj, da se naredi smrt. In glejte, kot duša imamo različne poti, različne stvari za narediti. In pač nekateri imajo v dušnem načrtu, da bojo samo napredovali, nekateri imamo v dušnem načrtu pač ta načrt, da se naučimo ljubezni do sebe, da se postavimo v svojo moč. Pač imamo različne poti v življenju in prav velika noč kaže na to, da zaupaj, da sledi novo življenje, da če izgleda še tako slabo, nekako bo že prišla rešitev. Tako da zame velika noč je res praznik pomladi, praznik novih začetkov, novega začetka, praznik vere v stvarnika, v te dobre sile, da tudi če ta trenutek ne vidiš mogoče te svetle točke, stvarstvo ima večji pogled. Tvoji vodniki, angeli, tvoja duša poznajo odgovore in mogoče bi bil čas, da se nehaš upirati in prosiš za zavedanje, kaj je tvoj korak in boš videla. Tvoja duša te bo peljala točno tja, kjer moraš biti, po korakih in bolj kot se boš prepustila toku tega življenja, kamor te vodi tvoja duša, lažje ti bo. In to je to. Tako da res blagoslovljeno veliko noč in ko bom imela nov navdih, posnamem nov video. V glavnem, ta trenutek sem pa tako zelo hvaležna. To je tista energija v mojem življenju, ta trenutek, ker občutim samo hvaležnost. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in tudi če se vam ta trenutek dogajajo težke stvari, boste videli, boste prišli do hvaležnosti. Tudi za vaše učitelje boste videli, da jim boste lahko slej ko prej hvaležni, boste rekli, hvala za to izkušnjo. Zaradi tebe sem danes boljši človek. Zaradi tebe, zaradi tvojega krutega odnosa sem danes taka, kot sem. Sem zrasla. Tako da, gledajte, vsaka stvar je prav. Verjemite, da kot duše imamo že vse zmenjeno. To so dušni dogovori in če se vam ta trenutek na polno dogaja in očitno se vam, to je dušni dogovor in vse je točno tako, kot mora biti. Tako da uživajte, vse dobro in res blagoslovljene praznike.